Dobro jutro. In z velikim veseljem v totem studiu pozdravljamo, bomo rekli takole, našega gosta, ki je prišel z utrujenim obrazom delovnega komika. Sašo Dobnik, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si me vijo prek mize? Tako je, kak si, Sašo? Ja, res, malo sem še bogil včeraj, ampak lej, mi, ko gremo do konca, tako da sem vredi. Ja, tako da ti je bilo, si priznaj, tam po poleni si verjetno začel... Začel šalco klicati. Pa se preklinja, da si, kaj sem se zmenil za intervju ob 8. Pa ne, to pa mi ni žal. Povej, Sašo, kaj se kaj dogaja, dosti delaš, imaš gužvo, ne? Pa ja, dosti delam, gužvo si včasih sam narejem, no, ja. Vidiš, ne, tako da, zdaj da bi rekel, da imam res tako hudo gužvo, da ne bi mogel nekaj, to ni res, ampak gužvo si sam narejem, sem pa vesel, da lahko pomagam. Pa da to pa je in to je tudi razlog, zakaj si danes tukaj, ker med vsemi, pa bi si upal reči tudi med vsemi estradniki, med vsemi, ki se pojavljajo tako ali drugače, ali v medijih, ali nastopajo, kjer si seveda zgradil tudi že kar zavidljivo kariero, ni kazalo tako, moram reči od začetka, tako da ti moram čestitati. Ne, si pa je valjda, da te imam, se pa drugače se ne bi... Ja. Reč bi se lepo menila, ne? Ja, se vidim, kako me imaš. Absolutno. In no, si pa med vsemi taki dejansko največ dobrodelnega naredi. Ni je stvari, sploh v našem koncu Slovenije, če kdo rabi pomoč, da ne bi pri tebi naletel na odprta vrata in srce. Res je, ker pač po eni strani se čutim dolžnega, da če lahko pomagamo, da moramo pomagati, in tako sem se tudi odločil zdaj za Teota, pač oni so tu, zdaj jaz poznamo. Povej zgodbo, ja. Ateja, mamo poznam, oni sploh niso vedeli, da je fant bolan, on ima najbolj hudo obliko distrofije mišic. Ojej. In nima časa. V glavnem problem je, da država, pa ministri, pa politiki gledajo v stran, mi pa zbiramo gnar. Tako da, ampak ni nam težko. Se da pomagati. Se da pomagati. Jaz upam, da bo zbral do tistega časa, kaj so si zadali, da lahko gre on na to zdravljenje. Vrabimo še, zdaj smo zbrali 600,000 evrov, vrabimo še 2 milijona, ne? 1,900,000, tako da upam, da bomo... Je pa zdravljenje v Združenih državah Amerike. Tako. Tako da zdaj jaz ne vem, kdo to izkorišča, ne, malo farmacija, malo ono, ampak nema veze, treba je zbrati, če hočemo, da bo fant zdravel, in jaz se trudim, tako sem rekel, v nedeljo bom naredil dobrodelni srečolov, naredil sem že stand-up za njega, vse je to neka drobtinica, bom rekel, ne, ko ti smereš 20 jurjev. Ja. Ne, se ti zdi dosti, ampak 20 jurjev proti 2,5 milijona je... Ja, mislim, vse abotno je, da obstaja neko zdravljenje, pa da je taka cena. Mislim, to je absolutno... Ne, to je v vrhu teh stvari, ko daš, kaj je narobe s tem svetom in to družbo kot tako. Se vemo, da to dejansko ne bi smelo toliko stati. Farmacija pač reče neko ceno in to se mora zbirati. In zdaj imate planirano torej to nedeljo med 10. dopoldne in 6. Kaj se bo vse dogajalo v Starčah, v gasilskem domu? Vse se bo dogajalo, jaz sem rekel, zbrali smo 1400 dobitkov, lepa. Kar je res firme, vsi so, hvala vsakemu posebej. Jaz sem zrihtal še muziko. Ozvočenje bomo postavili, zrihto sem jesti, piti, nič ne bo treba plačati. En gospod me je včeraj klical, rekel 150 litrov vina tem pripelo. En Nino Pohanino, modelo Pohano, eni gasilci bojo delali kotlovino, eni bojo pekli čevape, tako da za vse bo naj pridejo, to je vse zastojn, to mi podarimo, pač kupiš 2-3 srečke, pa greš jest, pa pit. Ja, ok, se pravi, dogajalo se bo 10. dopoldne se začne in do 6. Tako. Zdaj sve, tu če kdo pride 6 pa 3 minute, ne? Miša bomo vedno tam verjeli. Ker starše ne vemo, nas se na uro ne začne, ne konča. Pa Saša bo tam, ne? Se veš, ko ste
ste bili z Reporter Milanice, tu ni na uro začelo, je pa bilo vedno polno, tako da jaz verjamem, da bo tu jutri polno. Pa tudi težko pol smo že iskali, ki bomo pobegnili, ker je že bilo malo nevarno. To pa zna biti problem. Ne, pač ko so tako prijateljski, vsi delijo vse s tabo. Ne, piješ, pa nas nisi dolgo. Ja, no, tako da je res za Teo ta dobrodelni dogodek, ne zamuditi in se ne rabite, se tudi ne tako, mi se seveda hecamo, da je jasno, ne, pridete se malo podružite, naredite dobro delo, kupite par srečki in tudi s tem pomagate. Jaz verjamem, Sašo, tako zgleda, da če komu bi lahko tebi uspelo in pri tem projektu. Da... Jaz upam, da bomo tako dolgo tam bomo vse predali, tudi srečke. To ja. Pojedli, spili, tako da. To ja. Drugače pa, zdaj eno vprašanje, samo še, ti si, kak je bilo lani, si imel 25 let karijere? Tako. Ma ne vem, če ti je kdo povedal, nastopi v vrtcu ne štejejo. Če si star 28, kako še? No, te pa mi 5 let tega. Najrajši tam nastopam, ker lahko enemu rečem, čuješ mali ne. To so najboljši nastopi, pa to mi za ostarele, tam pa 2-krat plačajo. Je super, pa ta malem. Seveda si bil naš gost tudi na božičnem stand-upu. Kako dolgo si rabo si k sebi prišel potem? Ne, niti sprašuj, ker to je pa bil nastop, na katerega me je bilo najbolj strah iti, ker sem molil, da bi še bile 2 štenge več, ko sem šel gor, ker to bila res polna dvorana, dvorana Tabor, to ni až vsaki dan priložnost. Ja, ne. In res, prve 2 minute ste bile res peklenske. Ja, ampak potem pa to steče. Pa je šalca rešil, če imam 5 gor, pa smo rešili. Se je sprostilo in je. Ja. Sašo, glej, še enkrat hvala lepa za vso dobro delo, ki ga upravlja. Še enkrat to nedeljo pomagamo Teotu v gasilskem domu staršah od 10 dopoldne do 6 popoldne. Hrana in pijača, vse je tam na voljo, vse je brezplačno, zabava brezplačna, samo pridete in kupite dobrodelno srečko 2, 3 ali 5. Tako da in na tak način pomagamo. Morate priti, če pa slučajno ne morete, pa se tudi zbirajo sredstva na Teo 5 ali pa Teo 10. Teo 10, tako da 1-9. Upam, da vi vsi prijete. Jaz bom zagotovo prišel. Jaz bom prišel do povdne, ko ste še koliko. Ja, pridi se k 9. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Lahko naredil reklamo, zdaj bo res dosti ljudi vedelo. Ja, Sašo, glej, karkoli rabiš, pridi mimo, pa bomo zrihtali. 2,000 evrov, jaz sem telefon zgubil. Čakaj, to pa je drugo, ne? To pa ni dobrodelno, to pa je, veš, kak se temu reče, davek zahtevnega in težkega življenja, ne, ki ga imaš, tako da. Pa kot si rekel, sam si kompliciraš. Hvala, Saša. Hvala vam.